Ob 8 uri in 8 minut so se danes začela rušitvena dela starega Gorjanskega doma v Gorjah. Za mnoge Gorjance je to zgodovinski trenutek, saj se z njim zaključuje eno obdobje in odpira pot novemu večnamenskemu središču kraja. Kaj vam pomeni ta trenutek? Ta trenutek, nov začetek. Ja. Priprava na nov začetek. Kaj pa vam? Sploh nekaj ne rečem, res je en zgodovinski dogodek, no ne vem zdaj, kaj pa. Pa nov začetek, ja, tako je rekla. Kaj pričakujete od novega doma? Ja, jaz mislim, da bo pa to en objekt, ki bo pa res služil vsem občanom, da bo noter, da v zaživu res polni luči, ne vem. Kaj pa vi? Jaz sem članica športnega društva, mi že dolgo v občino to sodelujemo. Prvo, da smo se zmenili, da smo oddali svoj delež, da smo to pa je občina sploh lahko začela. In mi imamo velike upe za naše športnike, da bojo lahko res zaživeli not, da bojo svoj potencial lahko samo v priprave pa v treninge, da ne bomo se ukvarjali s tem, kam lahko smučke damo, kako. To res nam veliko pomeni. Vi ste izvajalec teh del in tudi gradili boste dom. Ja. Kaj je pri vas, ocenjujete, največji izziv pri tem delu? Ja, trenutno je največji izziv bližina ceste. Objekt je skoraj čisto do ceste in to zaenkrat predstavlja največji izziv. Aha. Da to varno podremo, pa da se nič ne naredi. Mi smo komaj čakali, da začnemo rušiti. In potem graditi najbrž. Ja, tudi. Ja, začne se z rušitvijo, pa bomo delali skop, pa začnemo graditi. Velik bo objekt, pa oblike T bo. Z mano je župan Peter Torkar. Peter, župan, kaj vam pomeni, kaj ti pomeni današnji dan? No, današnji dan vsekakor pomeni, da rušimo stavbo, ki bo čez 1 leto in pol stara 100 let. In v tej stavbi so se odvijale zgodbe stoletne in v želji, da gre ta energija, ta pozitivna energija in zgodbe, del teh zgodb v novo stavbo, smo pred zaključkom obratovanja te stavbe tudi v sami prireditvi tudi izvedli. No, danes pa lahko že spremljamo rušenje te stavbe. Več kot 2 meseca smo porabili samo za to, da smo prestavili telefonsko centralo s 1400 priključki izven objekta, tako da je komunikacija v Gorjah in okolice Gorje tudi zagotovljena. Kaj bo novi dom prinesel občanom? Novi dom bo vsekakor prinesel občanom boljše pogoje za delo gorjanskih društev in pa medgeneracijsko druženje. Nekaj si že omenil, ampak mogoče še, kaj je bil največji izziv pri tem, da se stari dom podre in zgradi nov? No, vsekakor statika starega gorjanskega doma, prostori, ki so bili premajhni in pa, bom rekel, tehnologija in pa delovanje gorjanskih društev, ki je številno, je pokazalo, da pravzaprav prostora v Gorjah manjka. Zato smo iz nekaj manj kot 500 kvadratnih metrov prešli na 1462 kvadratnih metrov prostora, kar bo prostor ponudil novi gorjanski dom. Kaj bi pa sporočil tistim, ki so bili morda do tega projekta skeptični, oziroma so mu morda celo nasprotovali? No, tisti, ki so bili do tega projekta skeptični, so bili skeptični že, da se Gorje osamosvojijo, da so samostojna občina. Skeptični so večinoma za vse projekte, ki kažejo na razvoj občine Gorje. Tudi skeptični so bili recimo za gradnjo pločnika varne poti za pešce mimo vrtca. Vendar do teh ljudi, ki so skeptični za projekte razvoja občine Gorje, ne moramo kaj dosti, vsak ima lahko svojo misel, živimo v demokratični državi in lahko vsak pove svoje mnenje. Ampak kdaj se pričakuje, da bo ta novi dom začel delovati?
Cilj imamo, da bo tako, kot je bilo 1927. leta odprtje novega Gorjanskega doma, da bo pa 2027 jeseni, pravzaprav v zimskem času, odprt Gorjanski dom in da bo tako kot takrat godba Gorje zaigrala in da bodo vsa društva prisotna pri otvoritvi Gorjanskega doma. Moram pa povedati, da imajo vsa gorjanska društva, ki delujejo v Gorjah, svoj prostor pod streho Gorjanskega doma. Kako si želiš, da bi se tega dne čez 10 let spominjali Gorjani? Ja, z veseljem, z željo za delo skupnosti. Pravzaprav Gorjanski dom povezuje pripadnost Gorjank in Gorjancev, da čuvamo kulturo, da čuvamo naravo in to je tisto, kar je center kulture, športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Če bi moral današnji dan opisati z eno besedo, katera je bila to beseda in zakaj? Sanje. Kako se spominjate starega doma, ki se sedaj ruši? S težkim srcem, ker smo, pač jaz nisem tukaj domačinka, ampak ustvarjali smo pa veliko noter, od vseh, kar je bilo prireditev, vse tega, mi smo imeli ročna dela, vse so, mislim, zelo veliko smo delali v tem domu. Mislim, meni je, ampak nov začetek. To je dan prihodnosti in dan napredka. To je zdaj. Mislim, da je za vse občane Gorij danes en tak zgodovinski dan in da si tale nov Gorjanski dom zaslužijo, predvsem pa naš župan. Današnji dan je zame zelo grozen, ker sem bila veliko partizanov, smo telovadili. V tem domu smo telovadili in je bilo telovadcev neomejeno. To smo pa tudi veseli Gorjanci, da bo nov dom. Z menoj je Slavko Zalokar, tudi domačin Gorjanc, je tako? Tako je. Kako vidite današnji dan? No, današnji dan je zame zelo lep dan, lepo je pogledati, kako se podira ta star dom, da bomo pač prišli enkrat do novega doma, ki bo veliko bolj funkcionalen kot ta stari, čeprav je tla v Gorjah bilo kar nekaj teh nasprotnikov rušenju tega doma pa zgraditvi novega, kar jaz sploh ne morem odobravati. In sem zelo vesel, da je prišlo do tega rušenja in gradnje novega doma, da bo v tem domu imela vsa gorjanske te skupine, ki so športniki, kulturniki, pa še marsikdo svoj prostor. Prej tega ni bilo in so vse skrb delali več ali manj nekje doma, zunaj, zdaj pa to lahko vse stacionirano v tem domu, ker po projektu, ko sem ga bil, je to zelo, zelo funkcionalen objekt. Tamle je bil razred B, 6. razred, tamle je bil pa razred A, 6. razred. Hvala Bogu, da se je to podržalo, ker je preživel svoj čas. Kaj bo zdaj s temle? Kaj je zdaj tole? To bo en lep spomin, bom narisala Gorjanski stari dom, pa datum, kdaj smo podarili in bom poklonila občini Gorje.
Se pravi, to je opeka To je strešna opeka starega gorjanskega doma. Kakšen bo pa zdaj, pa ne vemo. To bo spominsko za občino Gorje. Današnji dan bo ostal zapisan kot eden pomembnejših dnevov v zgodovini Gorij. Čeprav se poslavlja stavba, na katero številne občane vežejo spomini, se hkrati začenja gradnja prostora, ki bo namenjena prihodnjim generacijam. Čas bo pokazal, kako bo nova zgodba zaživela, prvi korak pa je bil narejen prav danes.